prerasli. Ja, prav imaš. Glej, žirafa, imela sem jo zelo rada, ampak komu drugemu bi bolje prišla. Pozdravljeni, Nika in Ajda. Živjo. Kako sta kaj kolegici prostovoljki? Se odpravljate na cvijok izraznemu plesu? Ne, danes žal ne. Danes pregledujemo stvari, ki so še uporabne, ampak nama ne pridejo več prav. Saj veš, da tudi letos mladi prostovoljci organiziramo tradicionalno dobrodelni dogodek. Saj res, podarim se veselim, datum dogodka se pa res že bliža, zato je ravno prav, da doma pogledamo, če imamo kaj uporabnih stvari, pa tudi čistih oblačil in čevljev. Ja, pa tudi igrač in družabnih iger. In pa seveda tudi knjig. Sem že prerasla. Tudi. Ampak tega pa ne bom dodala. V tej publikaciji smo fotografirani in omenjeni letošnji prostovoljci. Midve z Ajdo si bova to 60-letnico cvija dobro zapomnili, saj smo v njej nastopali tudi midve. A niste videli zdaj, da nastopali tudi na prireditvi v kulturnem domu, ki se je udeležil tudi gospod predsednik Borut Pahor? Da, in na to smo zelo ponosni. Prav je tako. Ponosni smo mnogi na šoli. Prijatelji, sošolci, učiteljice in ravnatelji. To boste torej obdržali. Da bo dogodek tudi letos uspel, lahko vprašamo sorodnike in prijatelje, če imajo kaj uporabnega za dobrodelen dogodek. Podarim se veselim. Vse, kar bomo zbrali, lahko prinesemo v avlo šole v torek 9.4. od 7. ure zjutraj in do 3. ure popoldan. Prostovoljci bomo vse prinešene stvari uredili in razvrstili. Med 4. in 5. uro pa lahko pridete vsi učenci z opremstvom odraslih, ki bi želeli kakšno podarjeno stvar odnesti s sabo domov. Punci, vidim, da ste pridni. Že danes se bom zgledovala po vama. In to lahko storite tudi vi. Podarite, kar ne potrebujete in s tem osrečite nekoga, ki mu to lahko pride prav. Se vidimo 9.4. Zdaj pa grem tudi jaz pogledati, če imam kaj, kar lahko podarim.